Tako in nadaljujemo z našimi predstavitvami. V nadaljevanju najprej sodelavka dr. Renata Šolar iz NUK-a bo predstavila projekt eRoots. Tako da, Renata, jaz ti kar predajam besedo. Lep pozdrav, kot je rekla Polona, sem Renata Šolar iz kartografske zbirke NUK in bom predstavila projekt eRoots oziroma e-poti, Time Travel Routes Through Europe ali časovne potovalne poti po Evropi. Projekt je bil 3-leten, začel se je poleti leta 2022, končuje se zdaj konec tega meseca. Nosilec ali koordinator projekta je bilo Bibliotekarsko društvo Srbije. V času, ko se je projekt začel, je njihov predsednik bil direktor Splošne knjižnice iz Čačka in on je bil v bistvu nosilec in organizator in pobudnik pisanja samega projekta. Znotraj katerega so sodelovali različni ljudje iz samega Bibliotekarskega društva Srbije in potem je prišlo do neke menjave, tako da zdaj njihovo vodenje je prevzela kolegica iz kartografske zbirke Srbske nacionalne knjižnice. Tako da je to mogoče povezava, kako je NUK sploh prišel v sodelovanje s projektom, se pravi potovanja, pa potem poti različne, zemljevidi in kartografska zbirka. Ob Srbih, Bibliotekarskega društva Srbije so partnerji Ikarus Hrvaška. To je neprofitna organizacija, ki spodbuja dostopnost arhivov in se osredotoča na pridobivanje in sodelovanje na različnih projektih, sodeluje na različnih konferencah in tako naprej. In vodja organizacije Ikarus je kolegica na samem projektu. Potem je pa tudi Unina Centrum Musa. To so muzeji kmetijskih znanosti, ki delujejo znotraj Univerze Frederika II. Iz Napolija, ki ima sedež v enem majhnem mestecu zraven Napolija, v Portičima, in to so še naši italijanski partnerji na projektu. Glede na to, da noter sodeluje Bibliotekarsko društvo in Ikarus tudi kot neko društvo, rabili so določene inštitucije, ki so bile odgovorne za izvedbo določenih delovnih paketov, se pravi, ki imajo samo gradivo, in tako so tri pridruženi partnerji za Srbe bili Biblioteka Matice Srpske iz Novega Sada, za Hrvate, za Ikarus pa knjižnica grada Preloga iz enega majhnega mesteca v Međimurju. In tukaj je pa pol še Ikarus Italija bil kot partner, ki smo se pridružili na eni njihovi konferenci. Vrednost projekta je okrog 260.000 evrov, sofinanciran je 80% in to strani programa Creative Europe, kulture. Oni sofinancirajo 200.000 evrov, se pravi, to je en relativno majhen projekt v vrednosti v razpisu Creative Europe. Cilj projekta je bila promocija in aktualizacija zgodovinskega potopisnega gradiva v turistične namene. Se pravi, projekt združuje zgodovinsko raziskovanje gradiva iz dediščinskih ustanov in sodobne umetniške interpretacije, se pravi, glede na to, da je to program kulture, vključevanje umetniške interpretacije je bil imperativ. Sam projekt se deli na aktivnosti, klasične, skoraj pri vseh teh projektih, ki pol sovpadejo z določenimi delovnimi paketi, kot je recimo prepoznavnost in izgradnja zbirke kot prva aktivnost, kulturna izmenjava in umetniško ustvarjanje kot druga, vključitev javnosti in diseminacija tretja aktivnost, ter mreženje za spodbujanje vzajemnega učenja in izmenjave znanja kot zadnja zaključna četrta aktivnost.
Znotraj same prepoznavnosti, ki jo je vodil delovni paket Ikarus Hrvaška, je bila izdelava spletne strani, se pravi, vsi projekti se začnejo s spletnimi strani, potem pa na družabnih omrežjih izgradnje različnih profilov, na katerem se najdejo osnovne informacije o samem projektu. In če boste videli, je veliko prostora namenjeno blogom. To so različne zgodbe, ki so nastajale ali znotraj samih rezidenčnih programov, ki so jih pisali umetniki, ki so sodelovali na projektu, ali pa kolegi iz določenih knjižnic, muzejev in tako naprej. Potem pa smo na samem začetku projekta je bila organizirana ena anketa z namenom identifikacije zbirk evropskega potovalnega gradiva v partnerskih in drugih državah, s katero smo želeli definirati in poizvedeti, koliko takih zbirk, recimo nekje v soseščini ali znotraj držav obstaja, ki bi mogoče bile zainteresirane za sodelovanje na samem projektu in bi lahko njihovi fondi lahko postali del novih kulturnih poti, ki smo jih oblikovali znotraj samega projekta. Po koncu te raziskave smo dobili odgovore iz 10 držav in identificirali 26 različnih zbirk z potencialom vključitve v sam projekt. Kot sem rekla, aktivnost prepoznavnost vključuje tudi organizacijo mednarodnih konferenc. In taka prva mednarodna konferenca, na kateri se je tudi projekt predstavil, je bila konferenca Ikarus Hrvaške, se pravi njihovo letno srečanje arhivov. To je bilo marca 2023 v Šibeniku in sama konferenca je tema celotne konference je bila povezana z izgradnjo oblikovanjem različnih kulturnih turističnih poti, v katerih sodelujejo različne dediščinske ustanove. Enako tako, kot sem rekla, smo bili povezani z Ikarusom Italija, ko so imeli svojo konferenco letno italijansko, ki je bila v Portičima, to je poslopje, nekdanji dvorec, ki je danes del te univerze in sam muzej kmetijskih znanosti. In enako tako, glede na to, da je naš partner, je program bil povezan z izgradnjo travel routes, se pravi potovalnih poti skozi dediščinske GLAM ustanove. Prva aktivnost je imela vključeno tudi izgradnjo zbirke. In tukaj je ta delovni paket je vodil NUK. Zakaj NUK? In v bistvu, kje smo mi bili najmočnejši v samem tem projektu? Mi smo nacionalni agregator, imamo dolgoletno in zelo dobro sodelovanje z Europeano. Se pravi, mi smo v bistvu bili odgovorni za prenos vseh digitalnih objektov na Europeano. Najprej smo morali identificirati, katero gradivo, potopise, fotografije, razglednice in tako naprej bi vključili v sam projekt. Identificirali smo več kot 1000 različnih takih objektov in potem pogledali, na katere teme smo se omejevali. Se pravi, na temo narava, reke, parki, naravni parki. Tukaj recimo najmočnejši so bili prav Italijani z naravnim parkom Vezuvom. Potem mi smo izpostavili reko Sočo in Triglavski narodni park, potem pa prevoz. Recimo, kot Slovenija smo izpostavili avstrijsko južno železnico, Novi Sad je recimo izpostavil Donavo in plovne poti po sami Donavi, potem pa seveda kraji mesta zdravilišča, recimo pa nas Rogaška, Radenci, Rimske Toplice in tako naprej, Italijani, Neapelj in povezane osebnosti z vsemi temi temami. Ko smo
vsi, ko smo določili, katere objekte, ko smo izbrali objekte, mogli smo pogledati, ali so že digitalizirani, ali jih je treba na novo digitalizirati, in potem so vse metapodatke in objekte, morali smo jih prenesti v Evropana podatkovni model, in to so delali kolegi iz NUK-a, se pravi naši IT tim, ki je skrbel, da kakovost podatkov, ki jih pošiljamo na Evropanu, zadovoljuje njihove standarde in podatkovnega modela in modela za objavo. Potem smo pa znotraj tega delovnega paketa izgradnje zbirke tudi naredili eno tako priložnostno malo galerijico na temu Julijskih Alp iz gradiva, ki ga hranimo v NUK-u. Zanimiva je bila, tukaj je bil zanimiv prispevek Italijanov. Oni so za izgradnjo zbirke digitalizirali več kot 1000 gvašev sodobne njihove umetnice, Adriane Pignatelli Magnoni, in te gvaše vključili v e-poti, ki jih oni razvijajo za potrebe kulturnega turizma, na temu vulkanskega juga Italije, se pravi potovanja od Vesuvija do Sicilije, Etne in Eolskih otokov. Tako da je to ena taka, njihov prispevek je bil zelo odmeven, ker so ti gvaši bili neka novost, ki smo jih potem vključili v samo Evropano. Druga aktivnost je bila aktivnost kulturne izmenjave in umetniškega ustvarjanja. Se pravi, bili so razpisani rezidenčni programi, da jaz najdem, tako, se pravi, rezidenčni programi, s katerim smo, NUK v tem delovnem paketu ni sodeloval, samo Hrvaška, Italija in Srbija. Se pravi, program, ki je želel vključiti sodobne pisatelje potopisov, umetnike, ki jih navduhujejo potovalne izkušnje. Se pravi, znotraj teh programov imeli so krite potne stroške in stroške bivanja v Beogradu, v Međimurju in v Portičima, in so v času enega meseca inspirirani gradivom iz dediščinskih ustanov naredili svoje nove stvaritve. Se pravi, v tem programu je prišlo več kot 100 različnih prijav, izbrali so pa 6 umetnikov, ki so potem sodelovali in delali znotraj samega projekta. Tako je recimo umetnik sodobni multimedijski Kristof Has, ki je delal v Beogradu in Čačku, na koncu ustvaril dve umetniške stvari, Karizma in Čačak 2, ki je združil svoje videnje in prepletanje različnih motivov iz različnih slik in cerkvenih mozaikov iz Beograda in Čačka, ali recimo nastale so različne potovalne zgodbe, ki so jih ustvarili, opisali, to so tisti blogi, o kateri sem govorila, ki so jih vključili v sam projekt. Tretja aktivnost, vključitev javnosti in diseminacija. Osnova, to sta dva glavna rezultata te aktivnosti, razvoj spletnih in mobilnih aplikacij z možnostmi obogatene resničnosti in izdelava večjezične razstave o ciljih in rezultatih projekta. Se pravi, taka spletna aplikacija, ki je sestavljena iz interaktivnega zemljevida, v katerem so geolocirani vsi objekti, ki smo jih mi zdaj dostavili na Evropejano. Geolocirani so manj ali več bolj natančno.
ampak vsi so noter vstavljeni in zdaj ob tem si lahko zberete za zdaj ene 3 ture, ki vas pelje, to so prispevali vsi kolegi iz Biblioteke Matice Srbske iz Novega Sada, kjer s klikom na določeno temo dobite kratek opis o samem mestu. Potem so se tukaj izpostavili so recimo eno ulico, ki je predstavljena z razglednico, opisom in potem pa sama geolokacija te razglednice oziroma opisa na zemljevidu. Ta spletna aplikacija je nastala na osnovi odprtokodnih platform OMK Plus in Kurat Escape. Znotraj te aktivnosti, vključitev javnosti in diseminacija je tudi kot eden od bolj pomembnih rezultatov izdelava večjezične razstave o ciljih in rezultatih projekta. Se pravi, tudi ko sem tekom leta 2025, se pravi, zdaj smo partnerji morali prispevati vsak po 3 plakata na temu naše aktivnosti in vključenosti v projekt. Plakati so dvojezični, se pravi, vsak v angleščini in v svojem jeziku. To se pol vidi, recimo to so izseki iz plakatov iz razstave, tako da se vidi ta dvojezičnost, kjer smo predstavili naše aktivnosti in ravno včeraj smo mi to večjezično razstavo postavili v prostor pred našo glavno čitalnico v Nuku. Potem je to objava različnih promocijskih gradiv in načrtujemo še izdajo e-knjige, v kateri bomo vključili vse e-poti, ki smo jih oblikovali znotraj tega projekta. Zadnja aktivnost je aktivnost mreženja za spodbujanje vzajemnega učenja in izmenjave znanja. To je pa organizacija različnih delavnic, sodelovanje na strokovnih dogodkih in organizacija zaključne konference, ki bo rezultirala tudi s samim zbornikom. In ravno včeraj in danes poteka ta konferenca, zaključna v Golubovcu v Srbiji, kjer nas zastopajo kolegi računalničarji, IT tim, se pravi Bakir in Ajda iz Nuka. Tema konference je transformativna moč potovanja od raziskovanja, odkrivanja in različnih izkušenj. S tem bomo mi nekako zaključili konec tega meseca celotni projekt. To je vse z moje strani, na kratko o projektu. Jaz se zahvaljujem za sodelovanje in če ima kdo kakšno vprašanje, absolutno lahko sem na voljo. Lahko se oglasite v Nuk, kjer si pridete lahko gledati razstavo. Vprašanj izgleda ni, Renata, tako da najlepša hvala.